Predstavljamo kosovirje, ki skrbijo za zapuščene eksotične živali. Kakšen je protokol veterinarske oskrbe zapuščenih živali? Spoznajte majhne, okretne in inteligentne pse. Parson Russell Terrierje. Pozdravljeni. 4. april je za nami. Malo kdo ve, da je to svetovni dan brezdomnih in zapuščenih živali. Po nekaterih podatkih naj bi bilo takšnih na svetu kar 600 milijonov. Največkrat pomislimo na zapuščene muce in pse. Med njimi pa so tudi druge živali. Za njih poskrbijo v zavodu Kosovir. Zavod Kosovir je zavod, ki se ukvarja z tako imenovanimi eksotičnimi živalmi. Odločili smo se, da se bomo osredotočili predvsem na te živali, ker ostale organizacije se ukvarjajo predvsem s psi pa mačkami. Nismo si izbrali recimo neke točno določene živali, ker pokrivamo pač zelo širok spekter živali, od plazilcev, malih kosmatih, pernatih, in v bistvu Kosovir je nekaj, kar zajame vse. Od maja do konca leta smo sprejeli 85 živali. Res si nismo predstavljali, da bo tako navadno. V bistvu, ko smo objavili telefonsko številko, se predstavili na internetu, se je usul. Dihurji, to je posledica tega, da je v bistvu Kosovir nastal iz društva Zverinice. Morski prašički smo imeli naval od oktobra do decembra, ko smo prek Zonzanja zavetišča sprejeli 23 morskih prašičkov. Kuncev je bilo, mislim, da okrog 8, kar precej je bilo golobov, ki jih druga zavetišča in druge organizacije ne sprejemajo. Zofi, pa 2 želvi, pa nekaj je bilo še mišk pa ostalih živali. Zofi je bila lastniška, imela jo je punca, ki se je pri vpisu na fakulteto odločila, da nima več prostora, časa in energije za tako žival. Mi nas je pač poklicala, če imamo mogoče prostor, da bi jo namestili. Legvanka je prijazna, bila je pa navajena, bila je pa spuščena po njeni sobi, tako da ni bila navajena kakšnega terarija. In smo rekli, v redu, bomo poskusili. No in zdaj je pri meni že eno leto, ja, počasi bo eno leto išče dom. Problem je predvsem to, da je treba zagotoviti sobo, oziroma da mora biti spuščena, ker če jo probaš dati v terarij, iznori, in je tudi že, ko so probali, si je zbila nosek pa konec repa, tako da se je tisti nekaj časa celil. Pa tudi navajena je tudi samo v sobi zaprta, ni srečna, ampak je rada z ljudmi, je rada tudi z drugimi živalmi, ne vem, na muce je navajena in ne delajo nobenih težav, pa tudi kužki, če so mirni pa pridni, ji čisto ustrezajo. Zdaj, če je kakšen divjak pol, bi se ona branila. Pa takole raziskuje okoli. Treba ji je pa zagotavljati tudi primerno, predvsem tisto, kar je težava, temperaturo pa vlago. V terariju to lahko zagotoviš, ker je manjši prostor, sobe pa kar težko ogrevati tam na okoli 30 stopinj, pa vlaga mora biti tudi blizu tam 70-80 vsaj, kar je posledično pri meni recimo se pozna na vratih, da se malo napihnila. To je pa to, prijazna je, stara je 3 do 5 let, zdrava je, bila je pregledana, tudi testirana na parazite, tako da sam še v nov dom mora iti v bistvu. Kuža, ki je trenutno pri meni, je pa v bistvu iz slabih razmer. So se mu lastniki odpovedali, zaradi tega, ker mislim, da je bil razlog, da ni bil dober čuvaj. Zato so ga tudi v bistvu postavili, privezali na verigo za hišo, in zato je imel zelo malo stika z zunanjim svetom, kar pomeni, da nima nobenega bontona, da se ne zna obnašati. Zdaj je sicer že toliko časa pri meni, da se to vse učiva, ampak bo tudi skrbnik nov, oziroma lastnik, ki ga bo imel še kar nekaj dela z njim, ker odraščajo v bistvu brez učenja komunikacije.
Predvsem je treba poznati potrebe take živali. Ni vse samo v ljubkosti in prikupnosti, ampak je treba razmisliti, ali imamo primerne pogoje, ali jih bomo lahko zagotavljali čez celo življenjsko dobo te živali. Pa vsekakor si to žival tudi uživa ogledati. Recimo konkretno imamo z dihurji precej problemov. V lanskem letu smo imeli, mislim, da okrog 20 primerov dihurjev zapuščenih. Enostavno zato, ker mladi dihurji so zelo luštkani, ponudba je ogromna, sploh v tem času zdaj, ko bojo legla. Cene na spletnih oglasnikih so izredno nizke, tako da si ga res lahko kupi vsakdo, tudi prodajalci ne vprašajo, komu gre dihurij in ali ta, ki ga kupuje, v njem kaj ve. Ko pa pride do težav vedenjskih ali pa ko pride do veterinarskih stroškov, predvsem s kastracijami ali pa potem v naslednjem koraku pri starejših dihurjih, pa se začnejo problemi. Legvančke se dobi tako z v roko velike zelene živalce, so luštkane na podoben način kot želvice, ki se dobijo okle majčkene, in to ljudje in seveda otroci bi imeli. Pa žival zraste takale, je pa kar naenkrat problem. Zofija še majhna, ker je bila nepravilno hranjena in zdaj noter prinaša, ampak luštkane majhne živalce pa je treba pol vedeti, da zraste, in tega ljudje dostikrat sploh ne vejo, da to zraste in da rabi potem veliko več kot na začetku. Upamo, da nam bo v tem letu uspelo ustanoviti prav zavetišče za eksotične živali. Pa vsekakor večjo razpoznavnost. Financira se zadeva iz spletne trgovine z živalskimi izdelki. Ne prodajamo živali, seveda. Pa nudimo tudi varstvo živali, svetovanje in podobne zadeve. Večina zapuščenih živali je v zelo slabem stanju. Po sprejetju v zavetišča zanje poskrbijo veterinarji. Kakšen je ta protokol, pa smo preverili v zavetišču Gmajnice. Vse živali, ki so zapuščene, to se pravi, da ne moremo najti lastnika oziroma lastnika ni mogoče ugotoviti, te živali sprejmemo v zavetišče in jih v roku 24 ur pregledamo, klinično pregledamo. In sicer pri kliničnem pregledu je osnoven klinični pregled, vkolikor pa se ugotovi kakršnekoli posebnosti, se pa te muce ali pa tudi pse pošlje potem še v druge ambulante, kjer se opravijo specialni klinični pregledi. Če pogledamo zdaj pri tej najdeni muci, je zapuščena, prijazna muca. Klinični pregled, ki ga naredimo, zajema osnovno pregled živali, in sicer ugotavljamo kakovost oziroma negovanost dlake, zunanjost mačke, pregledamo, če ugotavljamo kakšne spremembe na koži, na dlaki, potem pogledamo, če gre za okuženost z zunanjimi paraziti, kot so bolhe, klopi, pregleda se ušesa. Vkolikor se ugotovi, recimo pri tej muci, kot se je ugotovilo, da ima umazane sluhovode, oziroma se lahko tudi ugotavlja, se naredi potem še specialni klinični pregled, specialni pregled, isto otoskopiranje, ko bomo prosili za otoskop. Pregledamo oči, sluznice oči, če se gre za kakšne vnetja. Recimo pri tej muci lahko ugotovimo, da gre za eno staro poškodbo znotraj očesa, na to oko muca ne zaznava, ne vidi, vendar ta sprememba je stara in je v bistvu že povsem sanirana. Sluznica pa drugače ni nič posebnega. Pregledamo gobček, kjer lahko ugotovimo, da jih manjkajo zobje, se pravi, gre za starejšo muco. Potem se živali izmeri temperaturo,
sem prijela. Temperatura je normalna in sicer pri odraslih mačkah je nekje tam okrog 38 stopinj Celzija. Vsem mačkom vzamemo tudi vzorec dlake, sicer počešemo celotno mačko. Najbolj na določenih mestih in sicer ta vzorček dlake jemljemo za preiskavo na glivične okužbe kože in dlake. Med njimi je najbolj poznana mikrosporija oziroma tako imenovana mačja bolezen, ki se prenaša na ljudi, to se pravi, ljudje lahko zbolijo. Zato je zelo pomembno, da se živali, preden jih oddajamo, preverimo, če so slučajno okužene s to boleznijo, da se ne prenaša na ljudi oziroma na posvojitelje. Vsem mačkom, ki jih zadržimo v zavetišču, testiramo tudi kri. Sicer testiramo kri na virus imunske pomanjkljivosti pri mačkah, po domače povedano tudi mačji AIDS, ki ga ljudje pač širše poznajo, in virus mačje levkoze. To sta virusa, ki napadata v prvi vrsti imunski sistem oziroma tudi povzroča virus levkoze lahko tumore in druge težave v telesu. In virus imunske pomanjkljivosti je neozdravljiv, medtem ko virus mačje levkoze je lahko ozdravljiv, vendar pač v samo določenih pogojih in okoliščinah. Praviloma se pa pozitivne muce uspava, vkolikor lastnika ni mogoče najti oziroma ni nekoga, ki je pripravljen posvojiti tako muco. Namreč te mačke, ki so pozitivne, ne smejo biti v stiku z drugimi, z zdravimi mačkami, temveč morajo biti z njih izolirane. In to iz dveh razlogov. Prvi razlog je zato, da one ne okužujejo novih muc oziroma zato, ker imajo zmanjšano odpornost zaradi te bolezni, da se ne okužijo z kakšno drugo boleznijo, zaradi katere potem lahko umrejo. Eno od, kar tudi preverjamo, je telesna teža živali, in sicer živali stehtamo, kar potrebujemo predvsem težo za oceno kondicijskega stanja in pa koliko je potrebno zdravljenje. Naslednje je pa testiranje oziroma pregled pod vodovo svetilko, in sicer pod vodovo svetilko preverjamo, če kaže mačka klinične znake okužbe z mačjo boleznijo. Smo to pogledali. Za pregled pod vodovo svetilko potrebujemo popolno temo, in sicer se pregleda celotno površino oziroma kožo mačke pod svetilko in iščemo takšno zeleno, jabolčno zeleno fluoresciranje. In sicer to pomeni, da je tista dlaka, ki se tako obarva, je okužena z glivico mikrosporum. Pri tej mački ni opaziti nikjer nič posebnega. Vse živali pred oddajo kastriramo ali pa steriliziramo, in sicer odrasle živali, kot tudi mladičke od starosti 9. tedna dalje. Se pravi, iz našega zavetišča ne oddamo nobene živali, ki ne bi bila sterilizirana ali kastrirana. Istočasno tudi živali, ki niso označene oziroma mikročipirane, tudi mikročipiramo in jih tako označimo, pišemo v centralni register in s tem uredimo lastništvo nad živaljo. Torej, vsaka muca in vsaki kuža, preden se oddaja iz zavetišča, je klinično pregledan, so na njem opravljeni testi, se sterilizirajo samičke, samčki kastrirajo in pa se čipirajo. In sicer čip potem lahko preverimo s takim čitalom ali podobnim in odčitamo številko. Ta številka nam pove vse podatke o živali
in tudi o lastniku, če je registriran oziroma vnešena. Izdamo vsaki muci in vsakemu psu tudi potni list, v kateremu so zapisani podatki o lastniku, in sicer v tem primeru je to zavetišče. Vkolikor se mački oddajo, vse piše potem novega lastnika in noter so tudi vsi podatki o mačku, o psu, podatki o mikročipu in pa potem tudi podatki o opravljenih posegih. Torej, Marta je zdaj pripravljena na posvojitev, je sterilizirana, je čipirana, ima potni list, je cepljena proti kužnim boleznim in išče novi dom. Zraven išče še novi dom 24 drugih mačkov, vsi so objavljeni na naši spletni strani, kjer si ljudje lahko pogledajo podrobnosti v njih. Večinoma gre za starejše mladiče oziroma odrasle mačke, ki so prijazne in se že veselijo, da polepšajo dan nekomu v novem domu. Še novička sveta za tiste, ki hrepenijo po toplejšem vremenu. Živali v bangkoškem živalskem vrtu se borijo z visokimi temperaturami v najtoplejšem mesecu leta. Oskrbniki jih skušajo hladiti na različne načine, s hladnim tušem, zamrznjeno hrano pa tudi s sladoledom.ถ้าเห็นได้ชัดนะครับในสัตว์เกือบทุกประเภทโดยเฉพาะสัตว์ปีกถ้าเจอความร้อนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมถ้ามีอากาศร้อนมากๆเขาจะมีความเครียดเขาจะไม่กินอาหารแต่ทำให้สุขภาพของเขาร่างกายอ่อนแอแล้วอาจจะถึงอย่างที่ผมว่าคือเกิดภาวะฮีทสโตรกตายได้นะครับผม Vremenoslovci napovedujejo, da se aprila na Tajskem temperature lahko povzpnejo tudi do 41 stopinj Celzija. Vse do bolj znosnih dni pa se bodo tamkajšnje živali sladkale z zamrznjenimi dobrotami. To je Parson Russell Terrier, živahna pasma, kot vidite, vendar zelo prijazna, družinski pes, prijazen do otrok. Seveda pač otroci morajo biti pazljivi, kako jih prijemajo, kaj z njimi delajo, ampak načeloma ni nobenega problema z njimi. Lahko jih vozijo na sprehod, seveda v spremstvu odraslih. Kaj naj rečem, lovski pes, pravzaprav vzreditelj. Vzredili so ga za lov na lisice, sčasoma je pa potem postal kot družinska pasma, sicer v nekaterih državah ga še vedno uporabljajo za lov, pri nas sicer nekateri, ampak zelo redki. Je pasma, ki je aktivna, živahna, na sprehode hodimo. Žogice so zanimive, frisbee, agility. V glavnem ni dolg čas. Pri Parson Russell Terrierjih imamo 3 vrste dlake, to se pravi resaste. Potem imamo broken coat, to je nekje vmesno med reso in med kratkodlakimi in kratkodlaka. Obarvanost je pravzaprav ne bi bil bel v večini, z oznakami na glavi, lahko na konici repa in dovoljeno je tudi po telesu malenkostno obarvanosti. So 3-barvni, imate tudi popolnoma bele, tako da je pa to v večini bel kuženo.
so zelo poslušni, seveda treba je narediti tisto osnovni, sploh pa če ga ima lastnik, ki je začetnik, osnovno poslušnost, malo šolo in BBH je priporočljivo seveda, da ga obvlada. Drugače pa ni, mislim, vedno se najde kakšna zaposlitev, so zelo pametni, inteligentni psi, uporabljajo jih tudi v policiji za iskanje droge nekateri. Tako da jim tudi za ruševine, no? Tako da jim pravzaprav je vsestranska pasma za tistega človeka, ki recimo najde v teh zvrsteh kinologije lahko kakšen tak svoj hobi. Načeloma so zdrave, je pa tako, da se delajo zdaj preventivni pregledi tudi za sluh. Potem se pojavljajo tudi nekatere bolezni oči, pa potem recimo kolena oziroma pogačica, ampak načeloma to vzreditelji pregledujejo sprotno in so psi že v sami vzreji lahko izločeni. Sicer pri nas to še niso obvezni pregledi, so pa zaželeni. Sigurno morajo imeti ljudje prvo zavest, da grejo pogledati, če so ti psi vpisani v slovensko rodovno knjigo, če imajo narejene vzrejne preglede, če je potem recimo, da so čipirani, razglisteni, cepljeni pred samo oddajo, socializirani. To se pravi, da se pustijo mladički takole recimo po rokah mrcvariti tudi otroku recimo brez kakršnega koli problema, da niso plašni ali pa recimo agresivni. Tako da jaz mislim, da pač tisti bodoči lastnik, ki si pride ogledati leglo, je prva stvar, da se pokaže tudi psičko, da se vidi, kakšna je sama mama po karakterju, kako je dostopna, recimo kako vzreditelj skrbi za njo. Potem pa še pač to, da imajo vse te preglede narejene, to pa pravzaprav lahko vsak bodoči lastnik zahteva od samega vzreditelja. Nega je zdaj pa resastih, pa pri tej broken coat, tej vmesni se jo trima. In tudi pušča manj dlake kakor kratkodlaki. Kratkodlaki mečkan več, ampak ni zdaj to ne vem kakšen problem, ker ni to zdaj tako velika pasma, da bi vam ne vem, te dlake ne vem kako puščala. To se pravi osnovna higiena, ki je kopanje, je pa tako, da moram reči, da je to zelo taka trpežna dlaka, ni da bi zdaj mogel, ker je pač bel, da bi ga mogel ti zdaj vsak dan prati ali pa karkoli. Že ko se recimo blato posuši na kužku, se lahko samo skrtač, pa gre to dole. Drugače pa ni nobenih takih težav. Ušeska čistiti, kremplje strišti, zobe pogledati. Te osnovne zadeve, ki imaš domačo žival, ki je treba pač skrbeti za njo. Pravzaprav si nisem predstavljala, da mi bo terier zlezel pod kožo. Pa mi je, ne. Tako da moram reči, da je tako zelo fajn. Kužek, ki ga primaš pod roke in gre lahko povsod, logistično je fajn, ker so majhni. Ni treba, ne vem, karkoli imeti posebenega avtomobila za to, ampak se lahko pač usede zraven otrok. Do tega, da recimo greš povsod z njimi v hribe, na morje lahko, kamorkoli pa ni nobenega problema. Je le malo bolj si fleksibilen glede tega lahko, kakor pri kakšni veliki pasmi. Tudi recimo, če greš na sprehod z njimi, ni nobenih težav zaradi tega, ker sam da ga ogovori, pa je že pravzaprav lahko naročil en veteriner. Tako da so zelo miroljubni, pa brez kakršnih koli težav funkcioniraš lahko z njimi, če jih imaš doma.